Svet sem prišel reč, v Polansko dolino. Točen kraja ne vem. A sem delal zakonska očeta tudi ne vem, poznal ga nisem. Krstin sa mene ime Polikarp. Kar pa unem se živ z matarja, pa stara matarja v svet evangeličanski. Ko mi je bil 12 let, sta me mat pa stara mat vzele v nemški mest Nürnberg. Kodar sem se v svet evangeličanski še bolj utrdil, sem na moja žalost, pa na vesele hudiča, pol nisem živ pole. Malo za stara matarja mi je umrla tudi mat. Tako, da sem čist sam ostal na svet. Delal sem po Nemčiji okoli, pa spoznal velik barab. Pa sem se pa parjal v cesarske vojske. Z njem sem bil v lepih bitkah. Na našem oddelku je služil tudi Lukaš. Pokazalo se je, da sva z ene z Polanske doline. Od takrat sva držala v kopki dvodujčko. Bil je bolj od mene, kadil ni, pil ni, špil ni, za ženske ni maral, ker se za mene ni mogel reči. V en batalji, Pardahov, se je nama pridružil en kamerad, ki je djal, da se piše za Jobsta Švarckoblerja. Je dal, da je dama za ne vasi Eireshov parpasov, pa da je dama spustil ženska po trojke. Živeli smo devi življenje, tolkli smo se za vira, pa ni bil vire, ne na cesarsk, pa ne na kraljev stran. Boga pari, kjer nam je prišlo podrožje. Človešk življenje ni bil vreden več keden jabkega sklač z dreveta jesen. Požigali smo, jebali smo, kodar smo kaj dobili, ženskam smo delali vsaka sila. Živeli smo, da se imamo hudič met roke. Enkrat sva med druh treje Pardahov v en batalji od potovčenih Švedov ukradli ena vojna kasa. Lihke smo jo zakopavali, je en rajnen Šved, ki je ležal pod vozom, sprožil pred nam, pa je Lukaža težkrano. Malo za tisto me je prišlo sporočil, da je vojske konc, da so cesarski pa kraljevi mir sklenili. Med vas Jobstom sva kuj kupila enega kojna, na kjerga sva naložila tista železna kasa, pa druge take reči, ki jih človek na tak pot nositi na more, pa odjahala pred dom. Sam kuj, ki sva zajahala, sta se nama pridružila dva hudiča. En je sedel za moj, en pa za Jobstu hrbet. Spoštovani gostje, cenjeno omizje, drage obiskovalke, dragi obiskovalci, lepo pozdravljeni. Dobrodošli na 130. glasovi preji z naslovom Narečje v javnosti. V poljanskem narečju nas je pozdravil Polikarp Kalan, nekdanji gospodar tukaj na Visokem, kjer je Kalanov rod živel več kot 200 let, od sredine 17. pa skoraj do konca 19. stoletja, ko je posestvo kupil odvetnik, politik, pisatelj Ivan Tavčar. Andrej Šubic, zdravnik splošne medicine, že od mladih nog pa zapisan v ljubiteljskemu gledališču, je v Polikarpovo čevlje stopil leta 2019. O podrobnostih bomo spregovorili v nadaljevanju. Zdaj bi tale podatek rada navezala na to, da je Gorenjski glas v tistem letu, torej 2019, nazadnje povabil na glasovo prejo, in sicer v žiri, kjer je bil gost publicist, stalni sodelavec Gorenjskega glasa, voditelj največ glasovih prej, Miha Naglič, danes tudi z nami. Lepo pozdravljeni.
Povod za 129. prejo je bil izid knjige Žirovski besednjak, delo Mihe Nagliča. No danes, 7 let kasneje, pa dolgoletno tradicijo glasovih prej, glasovih tematskih večerov, javnih intervjujev s številnimi imenitnimi gosti nadaljujemo v okviru projekta Lingva, jezik, pri katerem skupaj z Mohorjevo družbo iz Celovca, kot vodilnim partnerjem in Ljudsko univerzo Škofja Loka, utrjujemo vezi med gorenjsko in avstrijsko-koroško, spodbujamo čezmejno sodelovanje, krepimo jezikovne in medkulturne kompetence. Kako to počnemo, bo povedala Sanja Boto, vodja projekta na Mohorjevi v Celovcu, ampak preden ji predam besedo, naj nadaljujem s predstavitvijo žlahtnega omizja. V našem pogovoru bo sodeloval tudi župan občine Gorenja vas Poljane, Milan Čadež, eden najzvestejših govorcev poljanskega narečja. Lepo pozdravljeni. Lepo zdrav. Občina Gorenja vas Poljane je tudi lastnica tega imenitnega objekta, dodajam za tiste, ki ste morda prvič tukaj. In naša sogovornica bo Tončka Oblak, avtorica mnogih iger v domačem narečju, soustvarjalka praznika žetve na Žirovskem vrhu in tudi sicer dejavna v lokalnem okolju. Pozdravljeni. Andrej Šubic, režiser, igralec, avtor predstav in različnih projektov, promotor poljanskega narečja v gledališču, lani prejemnik Severjeve nagrade za življenjsko delo v ljubiteljskem gledališču. In ob meni Franska Benedik, dialektologinja, doktorica zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Lahko rečemo strokovni glas pri številnih različnih narečno obarvanih projektih, med drugim tudi pri predstavah v poljanskem narečju. No, v okviru našega projekta Lingva posebno pozornost namenjamo zilskemu narečju, tudi o tem bo Sanja Boto povedala nekaj več. Izvoli, midve se kar tikava. Ja, hvala. Lep pozdrav še z moje strani in strani Mohorjeve družbe. Jaz sem v bistvu tudi koordinatorka tega projekta Lingva, ki oživlja jezikovne in kulturne vezi na obmejnem območju Slovenije in avstrijske Koroške. Projekt traja že 3. leto in začel se je 1. septembra leta 2023 in se tudi letos končuje konec avgusta. V bistvu vreden je 1,2 milijona evrov. Od tega je 80% nepovratnih sredstev iz Evropskega pospeševalnega sklada za čezmejno sodelovanje Slovenije in Avstrije. Projekt pa podpira tudi Koroška deželna vlada. V projektu Lingva je Mohorjeva tudi vodilni partner. Na slovenski strani pa sta partnera regionalni časopis Gorenjski glas in Ljudska univerza Škofja Loka. Mi se res osredotočamo na 3 glavne stvari. In to je predšolska vzgoja, ki je res ključni temelj za otrokov razvoj, potem za ozaveščanje o pomenu jezikovne in kulturne dediščine ter razvoj digitalne rešitve za ohranitev slovenskega zilskega narečja. O tem bom tudi malo kasneje kaj malo več tudi na to temo povedala. Torej, glavni rezultati na tem projektu bodo prenos znanja in dobrih praks ter opolnomočenje vzgojiteljic in vzgojiteljev predšolskih otrok z jezikovnimi in medkulturnimi kompetencami. Na to baza znanja in medijski prispevki o jezikovni raznolikosti gorenjske in avstrijske Koroške ter tale naša pilotna akcija razvoj avtomatskega razpoznavalnika govora za slovensko-zilsko narečje. To je digitalno orodje, imenovano Speech to Text. To je v bistvu pretvorba govora v besedilo. Z tem modulom razpoznavanja govora za zilsko narečje bomo res pomembno zmanjšali digitalno ločnico za to ogroženo slovensko narečje. Torej, v Zilski dolini se to narečje tudi govori. Ali je samo tam? Ja, prav tako. In imenovano je to zilščina. In domačini bi kar rekli panašan. Tako da ta materni jezik slovenske narodne skupnosti na Koroškem, torej v Zilski dolini, je tik pred izginotjem in predstavlja svarilen primer tega, kaj bi se lahko v prihodnosti zgodilo in tudi drugim manjšinskim jezikom in narečjem. Tako da ta naša pilotna
Akcija je novost, ki jo res vnašamo v ta projekt in je res poskus ohranjanja zilskega narečja s pomočjo te sodobne tehnologije. Mi sodelujemo skupaj z strokovnjaki in strokovnjakinjami Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, torej z Univerzo v Mariboru, kjer tudi razvijamo to orodje. Za strokovno podporo pa pri tej transkripciji je pa tudi zadolžen Slovenski inštitut, narodnopisni inštitut Urban Jarnik. Dobro skupaj sodelujemo, ampak je to zelo tako kompleksno področje. Zato predpogoj za delovanje te tehnologije so narečni posnetki v ziliščini. Kar pomeni, mi smo zbiranje posnetkov imeli v 2 korakih. Torej, najprej smo zbrali vse že obstoječe posnetke zilskih govorcev in govork, za katere smo lahko uredili pravne vidike in so bili tudi ustrezno kakovostni. Tukaj smo res uporabili gradivo iz arhiva slovenskega oddelka OREF-a in tudi Slovenskega narodnopisnega inštituta Urban Jarnik. Pokazalo se je, da je takšno gradivo bistveno premalo za dosego zastavljenih 100 ur posnetkov, hkrati pa je tudi preveč omejeno glede raznolikosti govorcev. Zato smo pa tudi naredili drug korak, da smo te govorce posneli direktno na terenu. In v bistvu snemanje se je izvajalo v vaseh občine Straja vas in Bistrica na Zilji, kjer je različica narečja ohranjena v največji možni meri. Torej, ohranjenost narečja pri vključenih teh govorcih je namreč ključen parameter z vidika cilja razvoja digitalnih tehnologij. Tako da kljub tako omenjenemu številu potencialnih govorcev smo uspeli zbrati predvidenih 100 ur govornega materiala, ki ga sestavlja več kot 200 različnih posnetkov. Prav tako smo dosegli zastavljeni cilj glede na raznolikost in števila govorcev, saj smo v bazo vključenih 65 različnih govorcev zilskega narečja. Postopek transkribiranja zbranih 100 ur posnetkov poteka v celoti ročno, saj gre pri zapisu ogroženega narečja za specifična pravila zapisovanja, ki bistveno odstopajo od uveljavljenih pravil za transkribiranje zbornih in pogovornih slovenskih virov. Tako da posledično za to nalogo ni možno uporabljati pristopov z govornimi tehnologijami. Tako da trenutno imamo sedaj na projektu 82 ur posnetkov s temi transkripcijami, tako da do konca imamo še slabih 18 ur in se res nestrpno že čakamo, kakšni bodo ti rezultati, ker je tudi za nas to nekaj čisto novega in bodo tudi ti rezultati dostopni v repozitoriju clarit.si že v kratkem. To bi bilo na kratko z moje strani vse, teda hvala za vašo pozornost, upam, da ste kaj razumeli. Sanja je iz Koroške, iz okolice Dravograda, ampak dnevno pa v stiku s koroškimi Slovenci, dnevno prisotna v Celovcu. Ja, absolutno, jaz sem se preselila tudi v Celovc, tako da je v bistvu to tudi en tak izziv, da sem šla iz svoje sredine Koroške na avstrijsko Koroško. Tako da je res zanimivo, ko pač smo skupaj s sodelavci, ki prihajajo res iz različnih delov avstrijske Koroške in vsak ima v bistvu svoje narečje. Drugače je recimo Ziljanari drugače govorijo, v Rožu, v Podjuni, v Selah, teda včasih je tudi zelo fajn, če prej se v nemščini razumemo kot po slovenščini. Tako so res kakve besede malo čudne, no pa se jih najbolje ne razumemo. Ampak je izziv, absolutno je pa izziv. Tako da je pa lepo, da se narečja ohranjajo, ker to je tudi v bistvu del naše identitete, naše kulturne raznolikosti. In jaz sem zelo taka ponosna Korošica in tudi z veseljem govorim po koroško, da bom kar nekaj po domače povedala. Ljudje, pridite grsa na Koroško, ker je ful fajn, pa ful je lepo, pa če boste kaj nucali, me pa kar barite.
Ja, prej sem uskočila v besedo s tem, da se zilščina ne govori samo na Zilji, ampak tudi v Kanalski dolini, v Italiji in na skrajnem severozahodnem delu Slovenije, v Ratečah. Kolikor je še tistih, ki jo obvladajo? Zelo malo, ne? Ja. To je res teh starih govorcev, je res vedno je manj. In tudi mi smo zdaj v bistvu imeli zelo srečo, da smo te govorce, še starejše, dejansko ujeli, da imamo potem ta zapis, da bo lahko računalnik to dejansko zapisal in da bo to res ohranjeno, ne, v zgodovino. Da smo res veseli, no, da mi je to tudi uspelo, da imamo ta arhiv, da pa še čakamo na te digitalne rezultate, kaj bo iz tega nastalo. Je pa to absolutno, bom rekla, ena taka podlaga za razvoj aplikacije naprej. Teda to je tudi, ki se lahko tako. Ampak to je res tako zelo specifično tehnično področje, ki res ti strokovnjaki iz Univerze v Mariboru res dobro delajo. Sicer stvari res hodijo za mikom, ampak se trudimo in bomo dosegli to do našega roka, ki pač moramo to letos opraviti. Ja, ena mojih prvih asociacij ob besedi narečje je stara mama. V svoji kleni narečni govorici je omari rekla kosten, nočni omarici nahkastel. Takrat, ko smo bili vnuki nemirni, je zaklicala dejte gmah. Veverici smo v naši družini rekli ivrca, elektriki letrika, ja in glede na to, da prihajam z gorenjskega govornega območja, mislim, iz gorenjske narečne skupine, seveda ne morem mimo švapanja. Pri nas rečemo, sem devova, bom šva in tako naprej. Danes smo na območju ravtarske narečne skupine, v tej pa ne švapate. Ja, glavne ne. Kaj je značilno, recimo, če se osredotočimo na poljanščino? Ne, Na poljansko narečje. Na poljanskem se ne švapa. Ne. Se pa, recimo, na Gorenjskem nižje doli. Samo, da tudi to švapanje že precej izginja. Ja, tako. Poljansko narečje je edino v slovenskem jezikovnem prostoru, ki velja za pojoče narečje. Ima ponaglasne dolžine. Ja. Kaj to pomeni? No, to vam bom pa povedala, kaj so to ponaglasne dolžine. To je težko povedati. Strokovno se reče temu premik dolgega cirkumfleksa zelo proti začetku besede. Ampak to vam ne bo večine nič povedano. Gre pa za to. Naprimer, v knjižnem jeziku je pri besedi gospod naglas na drugem oju, gospod. V poljanščini se je pa ta naglas nekako razdelil. Polovica se ga je prenesla na prvi zlog, go, na drugem je pa še tudi ostalo nekaj prejšnjega naglasa in to se imenuje ponaglasna dolžina. In tako imamo, recimo, namesto gospod, samo zdaj pa tiho, gospod, gospod ne ga popravi. Gospod. In pri tem so tudi diftongi, recimo, gospod je gospod, golob je pa golob, je pa z o. To je pa druga značilnost poljanščine, ki ni samo poljanska značilnost, v marsikaterem narečju so tudi dvoglasniki, ampak tudi okrog v teh sosednjih govorih jih ni. Pri teh ostane dolžine, ampak to niso samo recimo dvozložnice tipa golob, lesneži, lesen, ampak tudi recimo kakšna moram take, malo smo si jih napisala, ker jaz nisem poljanka. Vi ste govorka škofjeloškega narečja. Jaz sem Ločanka, ja. Recimo, kakšen moka, klop, so tudi dolžine. Pri tem, pri prvem, to se pravi, pri teh ponaglasnih dolžinah, tako imenovano poljansko petje,
To je pa tako značilno za poljanščino, da v drugih narečjih tega ni. In v glavnem se, vsaj včasih se je, Poljanca takoj spoznalo po tem petju, bi se reklo v narekovaju. Ampak recimo pri 30 leti, to jaz točno vem, kakor hitro si zaslišal Poljanca, si videl, da je Poljanec. Danes pa za marsikoga lepo govori, pa ga vprašate, skozi pa ti doma. Je Spolan, če ne reče Spolan. Če bi se zelo lepo rekla. V glavnem, to je pa zdaj že vpliv knjižnega jezika, tako da se ta najbolj značilna poljanska lastnost kar izgublja. Še obstaja, posebno v domači govorici, ko se med seboj pogovarjajo, kakor hitro pa domačini vedo, da bodo govorili z nekim neznancem, ali pa vedo, da je tisti sogovornik šolan, pa hitro preide v knjižni oziroma v pogovorni jezik. Ampak to ni samo v poljanščini, to je v vseh narečjih. Vpliv knjižnega jezika, ja. Vpliv tega, s katerim se pravzaprav tudi srečujemo v svojem okolju nasploh, ne? Če se nekdo preseli v našo okolico. Ja, no, to je pa spet zgodba. Zdaj, če vam ni preveč, lahko še kaj povem takega. Naprimer, jezik, to se pravi narečje, se spreminja tudi zaradi priseljevanja ljudi iz različnih krajev. Vam bom povedala zgodbo, ki sem jo sama doživela. Ko smo bila tam prvi razred, drugi razred, smo hodili otroci, mi, vloki, po jagode v les. Pa smo jih malo nabrali, malo pojedli, malo pa tudi prodali. Pa so ponekod na zidu veseli plakati. Kupujemo borovnice. Borovnice. Prebrati sem znala, ampak kaj pa je to? Pa nisem vedela, sem vprašala mamo, mama, koga pa je to borovnice? Ja je rekla, jagode. No, tako, in to so bile te jagode, pa ugotovila pa sem, da sta to za isto stvar dve besede. Eno domače jagode, pa uradno borovnice. Tako je bilo kar nekaj časa, potem sta se pa vas preselili dve družini. Pravzaprav takrat sta bila povsod še samo mož pa žena. Pri enih dveh sta bila oba Poljanca, pri drugih dveh je bil pa en čisteročan, strate doma, druga je bila pa Poljanka, čista Poljanka doma z Brbovnice, je še živa. No, in potem so, ko so začeli hoditi po to gozdno rastlino, njihovi otroci so pač šli po borovnice. Ja, po borovnice. Pa so se z našimi mešali. Eni so rekli borovnice, eni so rekli jagode. In tako je počasi zgodilo, da so se začele bolj uveljavljati borovnice. Seveda, borovnice so bile podprte tudi s knjižnim jezikom, tako da je zdaj situacija taka, da mi to stari ne bomo drugače rekli, ker da gremo v les po jagode, mladi bojo pa hodili pa po borovnice, pa ne v les, ampak v Majno. Majna pa ni bila tudi ne loška beseda, ampak od drugod so prišli in se je potem uveljavila. Medtem ko les je pa domača beseda za gozd pri nas. Tako se to spreminja. To je spreminjanje zaradi preseljevanja. Potem se pa spreminja narečje jezik tudi zaradi tega, ker je zdaj življenje drugačno, drugačna so dela, drugačne so stvari, ki jih uporabljamo. In tako marsikateri mladi zdaj določenih besed sploh ne prepoznajo več. Naprimer, nekje sem prebrala, pa vem, kako to je perivnik. Ja, jaz vem, kaj je perivnik. Pri nas se reče temu ploh.
Ampak to je pač ena deska, ki se jo takole predstavi, pa se s čunjabi tavče, da se spira na kakšnem studencu. Z tega seveda nekaj umazane cunje zbašemo v pravni stroj in stvar je upravljena. In takih besed je še pa še. Naprimer plevnica kot predhodnica današnjega jogija. To je bila vreča napolnjena z vsenimi plevami. Pa otka, lopatka za čiščenje pluga, ko se je prst prejela. In takih, se pravi, tega mi da stari, pa še mi, nekateri še vemo, nekateri pa že tudi to ne več, kaj te besede pomenijo. Mladi jih pa ne poznajo. Ampak stvar je ta, da je že Tavčar pisal, da so nekatere besede stare. Naprimer štoparl je rekel, to je stara beseda, ki jo že ne poznajo, ampak to je bilo takrat, ko je Tavčar pisal. Stvari se spreminjajo ves čas v jeziku. Tako, jezik je živ. Ja. Župan Milan Čadež, kot rečeno, kot sem vas napovedala, vi zvesto ohranjate poljansko govorico. Kakšno je vaše vodilo, načelo pri tem ohranjanju? Ker vendarle, ko se pojavljate v različnih vlogah, najbrž presodite, kdaj je primerna raba narečja, kdaj ne. Ja, hvala, lepo zdrav še enkrat vsem okop. Nič ne presojam. Ne? Ne. Zato, ker spomnim se 20 let nazaj, Slavih, ki sem začel županovati, pa je bila debata, ja, zdaj pa už pa mogo malo mirkat, pa boš govoril. Čist nič. In mislim, da je liho ohranjanje teh narečij, ker smo pa je slišali, da je zilščina mogoče tudi v izgubljanju. Jaz bom poskrbel, da polansko narečje ne bo izumrl ali pa se zgubil ali pa kakorkoli že. Konec koncev sem prvi odgovoren izdala na tem področju in tudi jelam že objavil od začetka županovanja takole šlo, da začneš, pa gledaš, ki lahko največ vplivaš. Največ lahko vplivaš pri tistih, ki se jih najbolj prime. To so pa otroci. In mi smo imeli goran koliko nazaj, ni leta, ker je kulturno društvo pa tisto organiziralo tudi podobno omizje, ker je bila tudi debata v tej smeri, in jaz otroke vedno zmeri jih nagovorim v domačem polanskem narečju, pa ni važno. Aj to takrat, ker ne mu pa v razredu dam zastava, gre avtovelika šola, aj je vmeske vsakešni dogodki v šolah, sploh pa takrat, ker je baleta. Na balet zmeri poudarim. Šli boste v mesta, šli boste v druge šole, ne pozab govoriti v domačem polanskem narečju. Vsak bo vas zastopil, če pa slučajno kaj še nov zastopil, imamo pa tudi slovar polanskega narečja, ki ga je Dušan Škrlec napisal. Tako da, predvsem je treba dati veliko na mlade. Tle je velike, bom dejal, kulturno društvo, dr. Ivan Tavčar Polane naredil, ker so te igre, bom dejal, v polanskem narečju. Pa nas je 3-4 po televiziji pogledam Maralvarskega cesarja. Tu je, se meni zdi, ena taka čudovita zgodba, ki je za pogledati, pa veš, kaj bo, pa zmeri se nasmejaš, ker to je že koli od igralcev, kaj povi. Tako da, res vidim, da se ta zadeva naš narečje lepo hrajna, pa še se bo v hranu, sploh nimam nebenih skrbi. Res, iskreno povem, Tončka, dobro ve, kako je to, v Žerovskem vrhu je vse po domače, po polansk, in tu je tisto, ki nas konc koncev objavlja, tudi po konc drži. Tako. Glede na to, kako razvajan je slovenski jezik narečno,
Imamo več kot 30 narečij, podnarečja, krajevne govore in glede na to, da se srečujete z ljudmi iz različnih delov Slovenije, je kdaj prišlo do kakšnega komunikacijskega šuma, vas recimo kdo ni razumel, pa ste morali dodatno pojasniti, kaj imate v mislih, ali pa da vi niste koga razumeli, ker je narečno govoril? Ja, tu se je pa naredil. Je, tu se naredi. Najbolj se spomnim, bil sem 2008-2011 tudi poslanec v državnem zboru in eden izmed nastopov pa ustaneš, se predsedujočim zahvališ, hvala lepa za beseda in en poslanec je prišel pol k meni in me vpraša, če naše narečje nima dvojine. Jaz nisem tu lingvist, da bi vedel, če bi javljal hvala lepa za besedo, je pravilno, jaz sem javljal hvala lepa za beseda. Pa ne vem, to je čisto po domače, po polansk sem se da pa zahvalil, pa sem pa izvajal tudi ta nagovor. Ampak z tega našega srečanja sem se najbolj zapomnil gospoda Toneta Bohataja, ki uporablja zdaj pa kako gor dol levo narečje. Ki je na koncu povedal, otroke moramo navaditi pravilne slovenščine v šoli, kar je normalno, da moramo se navaditi pravilno slovenščine, ker smo pa vdrušni, pa ni važno, ki je pa naše narečje. In to je pa tist mejnika, ki je pa pol čist jaz. In tudi vzravajamo. Andrej Šubic, če imam pravi podatek, vi ste v študentskih letih prevedli v poljanščino eno izmed Tavčarjevih besedil. Drži? Ja, drži. Kar nekaj besedil sem delal takrat, ampak od Tavčarja je bil takrat Blašanovičeva Sliva kot taka prva po Ravborskem cesarju, seveda, ki so ga pa se nekako ljudsko spremenil literarni tekst v dialekt. Niso imeli nekega sistema, malo so prevajali, malo pa ne, ampak takrat smo se pa prav lotili prevoda. Ampak seveda z našim neznanjem. Kaj vas je spodbudilo k temu? Ja, če čisto osnovno, po moje sem jaz čutil pa vedel, da se v narečju, da je gledališče najboljš približališče za narečje. Tam je to možno uporabljati, tam imaš od tega korist in imaš prednost. Doma si car, če odigraš v Polanah, v polanskem narečju, drugod pa posebneš. In spet pridobivaš, ne moreš zgubiti, nič. Sam dobivaš. Plus, da igravci, naturščiki, ki nimajo obrtnega igralskega znanja, kukarča ali izgovarjave, giba ali karkoli, kemu ti daš jezik, narečje, ga ti sprostiš. Jih je lažje pridobiti? Absolutno. Ne samo, da je lažje pridobiti, tudi oni se boljš v tej koži počutijo, zato ker jim nem ta koža prav. Če jim daš ti literarni jezik, pa že sam naveš, ki se kaj naglašuje, ker smo amateri, on pa še mejna in je pol nekaj okornega. Če pa daš ti narečje, je pa to tekoče. Je pa to pol odlično orodje. Ja, vrhunec vašega ustvarjanja v narečju je seveda Visoška kronika. Leta 2019 sem omenila, da ste stopili v čevlje Polikarpa Kalana, takrat ste jo torej postavili na oder. Predstava v narečju je privabila več kot 5000 obiskovalcev, drži? Drži, ja, to vam ravno, nisem Visoška, pač Visoška ima biti zaradi tega, ker je bila bolj zadnja, pa večji obseg, pa to, ampak jaz niti ne jemljem kot mojega glavnega dela, to sploh ne. Lih to, če reč, mi smo vsako predstavo, kjer od tisto resno, smo imeli več kot 5000 gledalcev. Lih zaradi tega, ker doma ni bil problem dobiti gledalce, so šli gledati, drugod pa tudi ni noben problem, če je igra z nekim navdušenjem narejena, pa da se ne pristaja čisto na vsak kompromisno
pri teh igrah, da ni čisto, da probaš res dati vse, kar zmoreš. Me pa danes, če lahko izkoristim vse priložnost, me je zelo presenetila. Jaz veliko razmišljal o današnjem prej, kva bomo govorili, kva bomo zdaj s tem narečjem. A bomo to naredili, a bo to sam govor, ki ga bomo pustili, da se razvijal to, kad se pač razvija sam, ali ga bomo dali v neko inštitucijo, pa poskušali znanstveno raziskovati, pa tudi ohraniti to, in vidim, da na tem področju je nekaj narejenega. In mi, če imamo 1 200 000, lahko naredimo takle program za polanščino, pa se bo še dolgo pel. Polanščina ne se kar razvija sama, pa po drugi strani pa ta stvar, da se to, kot ste rekli, da se znanstveno razvija, je pa druga stvar, pa je tudi treba upoštevati. Absolutno. Ampak fajn bi bilo, med drugim zdaj smo vezani na ena dialekt, poskušamo v gledališču jeti malo nazaj, gremo iskati neke stare, pozabljene besede, pa smo nekako biti zamrznili tam 1900, tam kaj Tavčar to opisal, kaj Tavčar je pač imel ta sintaksa polanskega narečja, v tem je pisal tudi, v takom stilu, in mi probamo zamrzniti tam, če bi pa danes zamrznili na ta način, bi pa bilo tudi super, ki imamo pa možnost digitalno, drugače pa to, kar pa zapisujemo, je pa druga zgodba, medva pač Franska, ki je meni pomagala zapisati narečje, je pa spet nek kompromis sam za to, da se lahko približim, da je lahko ljudje, tisti, ki znajo po polansko govoriti, bojo lahko brali, če bojo na glas sploh, ostali se bojo pa malo matrali, ampak tudi do enega rezultata prišli. Tako, za vama je več sodelovanj, na zadnji pri Visoški kroniki. Kakšno je bilo to sodelovanje skozi vaše oči, gospa Franska? Ja, jaz sem ga ubogala. Ker prva stvar, ko je prišel, ko mi je rekel, ne tega, dobro, potem pa ne bo tega, bo pa malo manj napisano poljansko, bi se temu reklo. Ker stvar je v tem. Eno je napisano, drugo je pa potem govorjeno. Tam, ko govoriš, tudi če je napisano tako ali drugače, poljansko bo še zmeraj po poljansko povedal. Ja, jaz sem znal o strivcu, strešc pa tega, jaz sem se tega bal. To je strahu, To je strahu. Strešec, če ne, te ima tudi knjižni jezik, ampak pikic spodaj pod glasovi, pa črtice tako, pa končne črtice, na to je pa tale gospod doktor Polanski alergič. To pa res ni mogla, ampak sva pa vsem polnek najdla ta OU, da sva zapisvala IE, No pa IE pa U, to je še majhna stvar, to je IE, to nima nobenih pikic. Ja. Ne, to jih nima. Recimo gospod, če bi hotel, je pa brez U, ampak ima pa črtico na vrhu. To je to, ja. No, ampak ona je fenomenalna, res, mislim, dobro, ne samo zato, ker me uboga. Ker me je ubogala, Ampak fenomenalna, jaz sem prišel v nekaj Polans in sem dejal, jaz bi rad pa tole malo pregledal, da mi pregledate, da mi to izdamo, knjigo. In je rekla, no malo govor, pa bo govoreva, prav pa vidno, jaz ste Polanca. Kako jaz sem rojen v Polanah, jaz sem čist Polanca, še malo sem potegnil bila. Ja, pa malo, edin besedo ste rekel, edin to ste po Polanski govorili. No, ampak pa mi djala, prva ste nekaj našpila, Pa mi pa vprašala, koliko imama, pa to, ni pogruntala, da pač nekdo v družini ni s Polana. In mama je z velikih Lašča, bila in je tolkla res dolenstvo narečje, se je poznala, me je ona takoj pogruntala. Ja, je djala več narečja, se v to smo pa tudi govorili, da imamo hišna narečja pravzaprav,
vasi, čist mehni becirki, pa je svoje narečje, pa območje, a ne, ker recimo, ko bo Pavlokova govorila, je Žirovsk vrh je čist drug narečje kot Poljana. Ja, čisto konkretno, konkreten je pravzaprav samo govor, recimo hiše ali pa k večjemu vasi, medtem ko na širše je pa to že, ni povsod čisto enako, se spreminja, nekje bolj, nekje manj. Zato tudi Ramovš, ta starosta slovenske dialektologije, je že takrat rekel, da ni narečje, on pravi dialekt, nima čisto določenih mej in čisto določene oblike. Tako, meje niso ostre, narečja prehajajo z enega od drugega. Gospa Tončka, nam lahko poveste kaj več o govoru, ki je živ pri vas? Se razlikuje od poljanskega in kako pravzaprav zveni, bomo zdaj slišali. Tudi z moje strani. Ja, se razlikuje. Zelo tudi če smo, recimo, roparsko narečje. Recimo, jaz sem na meji med Žirmi pa Gorenje vas, recimo, to je že tako, kot dam samo primer. Jaz, ko sem bila punca, sem rekla, kako Polanci grd govorijo. Sem bila Žirovka, ne. Kako grd govorijo? Polanca pa ne bi imela za moža. Ampak sem ga dobila. Ker tist šoltar pa šaltar, pa nas je bil šaltar v Žireh, na tem koncu je bil šoltar in meni je što to na živce, ampak glejte, sem se tudi tu navadila. Pa sem še tu naredila, da sem bila, nisem priimka spremenila. Mislim, ne načrtno, tako je ratala, ne. Ampak sem spremenila sem prvo črko, ne. Prej sem bila Ablak, zdaj sem pa Oblak. Ja, smo pa glih na meji tako, ja, Oblak, mislim, Oblak ali Oblak? Oblak. Nisem Oblak, ker sem tako kot oblaki na nebu, ne, Oblak, ni Oblak, gor. To je tudi naš Boris rekel, a ne karikaturist, obvezen mora biti Oblak. No, to sem pa res kar alergična, ne vem. Tele naglasi priimkov pa to. Ja, kaj sem hotela reči, smo pa glih na meji med objema občinama, oziroma Žirovsko je pod Žiri in pod našo občino. In je gor v našem kraju živel, se je rekel, Prsok. Matevž Soko je bil resen čudovit človek. Tudi po njemu, tudi jaz sem veliko tistega njegovega značaja pa del njegovih uporabila v svojih igrah. Eden izmed mnogih tistih naših krajanov, ki so mi dali pobudo leto 99, prejšnjega stoletja, da se začnejo pisati kakšne igre, da čim več privabimo gor v naše konce ljudi, ker smo bili nekako, kot bi bili pozabljeni, za tiste cajte. In je bil Sokov Matevž, pa je rekel, glej, se mi ni zajet, ki je v Žirje djel. Tole Prsok se je rekel prhiš, pri nas se pa tu reče torščen sok, je toršna župa v Žireh. Je rekel, čem šel v Žir, me pa je lih pojedel. Da sem sok, tam si pa župa. In resnično mi tako uporabljamo obojne, ker jaz sem prinesla Žirovcem, tako kot res, eden od staršev, recimo jaz sem imela oba starša Žirovca, moža Polanca, tašča je tudi rekla, da gre po jagode, jaz sem se tudi tu mogla navaditi, ne po borovnice, kot smo v Žireh smo borovnice naberali. No, pa se pa tako začel s tem igram. Tako, ja. Že vrsto leto ustvarjate praznik žetve na Žirovskem vrhu. Ja. In predlagam, da zdaj kar prisluhnemo odlomku lanske uprizoritve, lanske igre Tabuljšta mlada. Ja, Tabuljšta mlada. To smo tudi veliko imeli debate, a bi rekli Tabolej, a bi rekli Taboljš, ampak pa smo pa naslovili Tabuljšta mlada, no, ker je tašča bila tista glavna, ki je zbirala ta mlado. Sin je bil že tako malo, da je govoril tudi bolj sodoben, čeprav včasih je tako čuden, če se recimo en domačin trudi slovnično govoriti,
ne more skriti. Mislim, je bolj, da v domačem narečju govori, kot pa da se proba truditi slovensko govoriti. No, bom prebrala en odlomk, ki je prišla ta zadnja ta mlada, na veliko presenečenje mame, je sin prignal po večjih poskusnih puncah, da bo za ta mlada, da mami nikakršna ni bila všeč, je pa prignal, tako kot smo rekli včas, kdor zbira zbirk dobi, no, ni pa rečenih to bilo. Pride sin domov. Draga mamca, ta brcen se pa malo deli zapelu. Sem šel na sejem, pa sem tam srečal eno fajn dekle. Je poštena, delovna, predvsem pa pripravljena je priti k naš hiš. Dosti je tega, poslušal sem srce. Pojme pa čist nič ne briga, koga te vidjala. Vem, da je izkušena, odkrita, pa čist nič vržeh. Mat, povem vam, tule je najboljš poteza do zdaj. O, Bog, hvari, kaj bo je pa ljudje djal? Bajtarjeva cila bo imela največ zapovedati. O, tu mi bo prvošila, ka ve, da sem bila zmeraj pred tajkem, ka maja pred zakonom otroka. Ja, koliko spa ti že stara? Kad sem zdi si hotov starji od mojega sina. Že po otrok soden. Mama, tu se žensk nas sprašuje. Tudi vi ne marate tega slišati, da vas kjer praša, koliko ste stara. Drugač pa, jaz tudi nisem več mulc, kad sem zdi. O, groza, pa kar z vožičkam, z otrokom, pa še to i ni. Je, kaj pa ti veš? A svetila morbet? Je vsaj preskušena? Veš, koliko bo hitrej pomoč prihiš? O, jaz sem pa vesel, pa še fantinovc je. Ti pa tok zmeri drhač vlečeš, kot jaz. Sem, da jaz tudi pravo stran, pa je dober. Preden bo drug prvekov na svet, bo tale že men pomagal, a ni tu fajn. Za drugega bomo pa že poskrbeli, še dost cajta. No ja, ime imaš pa lep. A ja, Pavličk si. Ja, naš star oče je bil Pavle, pa smo mu dali tak ime. Meni se strašno lep ime zdi. A niste tudi vi, Pavla? Želite dodati temu narečju, narečnemu govoru? To me bil povod. Od začetka, predno ste brali, ste nekaj govorili in v glavnem so bile to različne besede. Zdaj pri narečjih je to, besede niso glavne za ločitev narečij. Za ločitev narečij je bolj prozodija, to se pravi tempo govora, akcenti, melodija, to je za ločitev. Čeprav marsikdo, ti govoriš o tem narečju, kako je pa ta beseda, kako se reče, to sem pri vas zasledila. Ampak da primenjamo. To je drugotnega pomena. Je tudi pomembno, zelo pomembno, ampak ni pa za ločitev najboljše. Pa še nekaj rekla, če sem vas prav slišala, jaz ne bo slišam, mislim, da ste rekli, da se narečje najbolj ohranja, če se z otroci govori. A ste to? No, to sem tudi jaz imela namen povedati. Starši naj bi z otroki govorili v narečju. Se pa zgodi tako, da recimo pride en otročk domov iz vrtca zadnje leta ali pa iz šole prve leta, pa mu oče reče: no, Janez, kako je bilo danes v šoli? Hitro pridi, zdaj le bo kosilo, namesto da mi bi rekel: no, Janez, kako je bilo danes v šoli? Hitro pridi, još ne bo. Ja, to je, in pa se starši bojijo, da otrok ne bo znal govoriti v šoli tako, kot je treba,
treba, mislim, kot po šolsko, da tako rečem, ampak se jim treba nič bati. Otroci se strašno hitro naučijo in zapomnijo in zavejo, kdaj je treba govoriti tako in kdaj drugače. Je pa najboljše, otroci se morajo naučiti in govoriti, če se otroci ne bojo in če bojo tako starši nekateri govorili z njimi samo knjižno oziroma pogovorno, je z narečjem ček. Ja. Tako je to. Okay, ja. Gospa Tončka, kaj je navdih za vaše igre? Tradicija pisanja je že dolga, vam kdaj zmanjka idej? Ja, na čase tudi. Sem že kar par let nazaj rekla, zdaj pa dosta, zdaj sem pa že toliko dala to podstrehal. Starejši ljudje, tisti, ki so mi pomagali, pridi do kakšne ideje, pa to jih ni več na žalost. Zdaj, ne vem, skoraj kaže, da je vrsta zdaj na nas, da to nekako še naprej prenašamo. Morbiti se bo najdel kdo, da bo znal to bolj tudi ceniti, ker se mi zdi, da ne vem, mi smo šli v to glih s tem namenom, da bomo mladimi pokazali, kako se je živeli, kako se je govorili, kako do take vsebine prideš, da jim čim več osvetliš tisto življenje. Od nazaj, mene je to že vekomaj vleklo. Jaz sem še kot otrok, jaz sem zelo rada tako pomagala, sem bila na kmetijo, in mi je stara mama rekla, pet gremo butarce delati. Jaz sem rekla, bom, če v take je dočas govorila. Jaz sem strašno rada to podočas poslušala. In tudi, ko sem hodila peš, žirov 4 kilometre daleč domov peš, vsak dan v šolo. Jaz sem iskala na cest kakšne stare mame in sem jim pomagala, mreže smo rekli, takrat s trgovine nost, samo da sem šla z njo. Jaz sem se sovrstnikov nekako bolj šunirala, ker so bili vsi bolj tako, sem jaz delala bolj živahni, jaz sem bila pa tista, ne vem, pa na dom navezana, pa na svoje ljudi, pa ne vem. Šunirala ste rekli? Šunirala, ja. Šunala, da ti je bilo nerodno, da si se jih bal. Ampak izpoštovajna. Tako izpoštovajna šunirala, ne, da bi rekel, ja, šunirala, šonala, mi pravimo šonala. Ja. Kako dolgo je tradicija uprizarjanja predstav v Poljanskem gledališču v narečju? Kdaj se je to začelo? Po moje to zmerja, ne? Oni so, ki so pred vojno, pa to, ki so igrali, pa to po kozovcih ali pa po teh na hlevu, ki so igrali. To je bilo, po moje je bilo vse narejeno v narečju. Bolj je bila izjema, če so prestopili, če so imeli režiserja, če so prestopili eno stopnico, so pol igrali recimo v knjižni slovenščini. Jaz mislim, da ja. Ne vem za v Poljanah za Hlapce, da so bili odigrani tam okoli 50 leta, malo čez ali nekaj takega, in najbrž so bili v knjižni slovenščini, ker je bil učitelj režiser, so imeli režiserje, prej so se pa sami učili igro, pa jo pol v nedeljo pa pol odigrali, ne pa šli pač, ne vem, gostovati v Črn vrh ali pa tlo okoli po teh hribah. Mislim, da so zmeri igrali v narečju. Se pravi, narečje sigurno je bil prvič, takrat so ga vsi govorili, sploh so redki, sploh znali knjižno, vplivov je bilo malo, kdor je šel, redki so šli ven študirati, in nazaj pa sploh ni prišel tisti, ki je šel ven študirati za del cajta živeta. Delali so doma, niso hodili v fabrike, in so sigurno ta narečje ne samo v gledališču, ampak tudi v normalnem življenju bistveno več uporabljeno. Po moje. Mislim, da jaz pa to, da sem se pa zavedel, da se v narečju dela, igra, je pa bil res Ravbarski cesar. To je pa Torkar nekako začutil, in to iz tega, ker on je sam meni dejal, tele igralci, dejal ta najboljši igralec Poljanski, ki mu je dal nekaj po slovenski, rekel, pa on zmrzne, čist, nič ne more. Mu je dal pa po Poljansk, po svoje, je pa zablestel. In to tudi
pač, če hočeš imeti uspeh, te samo do tega pripelje in tudi Torkar je dober pelale. Čar gledališča je v njegovi živosti, v odnosu med igralcem, med občinstvom, v tej energiji. Če recimo gledamo nek posnetek gledališke predstave na televiziji, je to povsem nekaj drugega, kot če predstavo spremljamo v gledališču. A ni podobno z narečjem? Narečje v medsebojni komunikaciji in če gledamo narečje v nekem filmu. Narečje je del nekega ožjega prostora, identitete, nekega ožjega lokalnega okolja. Morda smo pa samo bolj občutljivi na to, kako potem recimo v nekem filmu govorijo neko narečje in smo bolj pozorni na to, ali je prav ali ni. Veste, kako je narečje je del tvoje intime ali pa naše intime. No? Vsak ima. Mislim, da je to ena od teh najbolj globokih stvari v človeku, zato ker se pač z mamo, z očetom, z bratom, sestram, sosedam se je pogovarjal takrat, ko se je osebnost izoblikovala, se pogovarjal v narečju. In to, ali pa s prijatelji, pa pol tudi z, ne vem, študijskimi kolegi v gostilnah, ali kaj takega. In to, po moje, je ta intima toka. In to, ker je gledališče najbolj minljiva umetnost. Gledališče samo pride in gre. Vse možne so še ponovitve, ampak je spet čist na novo, spet drugačen. In ko ga ti ujameš, kot pravite, ko je posnet, je že zgubi praktično, ostane samo dokumentarni, ni te žive interakcije z gledalcem. Ampak jaz zdaj pravim, od gledališča mora pa nekaj drugega ostati. Ostane vtis človeku. To se mi zdi, da je toliko močnejši vtis kot pa iz filma. Zato jaz pač recimo dosti težko gledam filme. Ker imam velik kraj ta gledališče, da čutim vse. Celotno. Gospa Franska, kakšen film vam pride na misel, kjer so govorili narečno? Ja, mi pride. Ja? Pa malo z žalostjo. Se bomo strinjala. Ja. Mislim, da vsi vemo, zakaj. Je bilo rečeno, da se ne bojo naučili po poljansko, ampak tako malo je poljanskih besed, poljanskega govora in bi se Meta čisto lahko tistih 20 stavkov naučila po poljansko in bi bili poljanski, in bi bilo v resnici avtohtona poljansko. Meni je žal, da niso tega naredili. Sama je priznala, zdaj na stara leta. Ne, da je žal, da so se ne prilagodili in da je ona hotla. Da je ona ni hotla se naučila. Ni hotla, ja, sama je priznala. Ampak res je po moje škoda. Ne bi pa bil tak bestseller, po moje ne. Jaz ne vem, na meni se je že zdaj škoda. Ja, vprašanje nekaj bolj. Če bi bil to cel film, ves čas sam dialog, to bi že rekla, ja, težko se je to naučiti drugega. Ampak tistih nekaj stavkov, ki jih ima, tam bi se malce, pa treba potruditi, to pa drži. Se še daleko, da sem se jaz naučila nekaj po poljansko. Ja, nareči v filmu Cvetje v jeseni, tisti manjkajoči delček, ki bi sicer dopolnil to podobo, ki je celovito zajela Poljansko dolino, vse njene čare. Tako. Mislim, da je Hercog pol s predstavo Cvetje v jeseni, a ne v Poljanah, malo popravil to, no. Pa vi si izdajo knjige z dramatizacijo Cvetje v jeseni. Upam, tudi ta dramatizacija Cvetje v jeseni je pač izdana in zdaj jo imamo, lahko jo... Samo eno je napisano, eno je pa govorjeno. Tako, seveda, vedno. Ta omejitev napisanega je velika, to, ker je omejitev gledališča samega velika, ker zgine, ampak
Ampak tudi Herzog je imel probleme z zasedbo, ne? Ni mogel zasesti čisto avtohtonih Polancev. To je težko. Gospa Tončka, menda je pri vas ena skrita, tiha želja, da bi svoje igre zajeli v knjižni izdaji. Drži? Ja, pa res drži. Mislim, sem dobila že strani marskoga pobudo. Morbiti s pomočjo hčere Lucije, ki mi tudi zmeraj pri vseh igrah stoji ob stran, pa daje navdihe, pa pomaga in tako pol v elektronski obliki, pa to mi vse pripravi. Ja, seveda je skrita želja sem. Treba bo trud vložiti, pa bi bilo. Je pa preko, to se pravi, enournih iger, v tem času smo imeli lidene 30, no, drug let po 30 let delovanja društva, kar je korona notor vmes je stopila, ne, tam ni bilo. Je pa s tem, da je pa tudi veliko let smo imeli po 2 igre, sobotno posebej in nedeljsko posebej, ali pa še kakšne dodatne skeče, recimo, da smo prizorili tudi, dokler smo imeli prav na domačiji že, prav na domačiji na Javorču, smo lahko igre vse tudi na Nivi ozvočili, na travniku, na prizorišču v živo, ki se je mlatil. In istočasno je bila igra z domačimi igralci, sem sestavila besedilo, so se ga lepo navadili, prikazalo bi eno tudi stara pravila. Praznik žetve zadnji konec tedna v juliju. V juliju, ja. Pripravljate Ja. tako kulturno-etnografska prireditev. Letos, po vsej verjetnosti, letos ne bo moje igre, sem si vzela malo pauze. Si nabira človek nove moči, pa mora biti malo druge vode. Eno drugo društvo malo pomagalo, tako da malo je treba tudi predaha, pa dati možnost tudi kakšno drugo. Lucija pa ne bo prevzela zdaj v tem letu tega krmila. Vprašati, boje, da ne. Se je že veliko, če je ob meni. Jaz imam eno veliko oslombo, ne pa njej. Ja, na Lucijo ste prenesli to svoje negovanje. Moram reči, da ona je od vsega začetka delovanja društva, ki je bila še majhna punčka, je že ta 3. generacijo recimo je učila tudi folklorom, isto znotraj društva. Tako da že tisti prvi, ki jih je učila, imajo danes že otroke svoje pod vrhom, mislim. Tako da že to, pa še pri fajn je bilo, ker je zanimal tudi ta moj pristop k domačim igram, pa prikazi starih del, pravil, običajev. Tudi te moje igre, recimo, veliko izhajajo, jaz sem iskala naslove, sem veliko iskala iz kakšnih starih pregovorov, ali pa recimo, ko sem vključila tudi te vaške posebneže noter, ki so hodili po naših krajih. Tako da se je, mislim, da so kar taki lušni naslovi. Včasih je pa kar samo od sebe prišel. Jih morda nanizate nekaj teh naslovov? Lahko. Sicer jih imam napisanih. Začeli smo z vasovanjem, pa neke fantovske norčije smo prikazovali. Potem smo prikazali naslednje leto prevoz nevestine Vale po starem, po pol naslednji let prihod neveste na ženino dom, to smo kar nek življenjski ciklus šli. Kmečki bal, ki se je po hišah včasih klekla, pa so rekli bala, ne? Mi smo rekli na Žirovskem, da se klekla, tle je bil bal, ki se je zmeraj pol plesal tudi. Ampak to je bila igra, ne? V Mlinu se 2-krat pove, recimo sem že vzela en tak naslov iz kakšnega, poleg kmečki bal sem rekla, za srečo pri ljudeh in pri živini, to je tudi bilo zelo pomembno, otrok prihajajo, lepo je res na deželi, to je tudi lahko naslov pesmi narodne stare, Šiba bo pela, Nevesta na novem domu, Ljubezen na Seniku, takrat je bila aktualna tista po televiziji, ampak smo tudi povabili z Koroške Eriko pa Damjana, da sta prišla kot gosta in jaz sem še igro napisala v ta namen. Saj sta na Koroške, Erika pa
Damjan, pomagajte mi, gor živita. Ja. Poleg kdo bo tebe ljubil, ohcet bo stašča pod eno streho, smo šli z odlomkom še na prvi program televizije odigrati, je bilo tudi požel, še pa še aplauza. Zaračenega kruha se največ poje, to sem že prej malo menila, da se tudi mene to tiče. Ti očeta do praha, sin tebe čez prah, a ne, to je tudi en tak pregovor, ali pa, ko so rekli, ti meni luč, jaz tebi ključ, a ne, prej ti ne bom prepisal, dokler bom jaz migov, a ne, tako. Sosedovi imajo, to je bilo spet ena taka zanimiva zgodba, ker tu sem črpala iz resničnih pripovedi starih ljudi, ampak je bilo to treba spraviti v zgodbo, a ne. Očetov prav, ker je imel oče zmeraj prav, ne? To je bilo, cela družina mu je mogla slediti. Bod moja je bila tudi ena lušna, čez 7 let vse prav pride, je bila predlanska, je bila tudi zanimiva, ker so mladi vse zavržejo te stare predmete po kmetijah, a ne? In se je pol izkazali, da preko do 7 letih, tudi zibka recimo, je pač šla zaprav, ne? No, ta boljša je bila pa ta bolj te mlada, ta je bila pa... Ta sem pa rekla, zdaj pa je bila toliko lepo, nehati te je bila takrat kaj najlepše. Ja. Pa skečem, jerba so v domačih, imam pa tudi preko 10 vsega tega veznega teksta. Sem pa tudi bila zadolžena, tudi pravno vsak let se nabomec, se ne vem kaj že naj. Težko je dobiti igralce. Zelo težko. Še nekaj, recimo za te stare stvari. A pa imate igralce, ki znajo to delati? Znajo scepce mlade? Vse v 4, že imamo prav pesmi. Recimo, ko sem mlad, sem debe, ne vem, na pamet škoda, ko nisem pogledala. Kako se sliši, recimo, ja, v dvoje, ko sem mlad. To vse imamo in tudi je ozvočen in vse na njih smo imeli prikaze, igro. Ja, recimo, kot mislim, da je zvonjanje v 3 je, se grd sliši, ampak tako so rekli, meni to ati povedal, Mežnar je babo, bel sam na vekom vedel. Meso je v ramfu, da v špeh bo pa sam požral. To je pravno, mislim, da je v 3 v 4, kjer imam Mika. Celo je 3 v 4. Zvon se... Čerfa bo mleka, zelo čerfa bo mleka. Ja, ali pa še jeden v pohar, nekaj pa so se skrili. Ja, pikata, pokata, v pohar je lakota. An so pogarci, pa goredovaščani bolj bil skregani, če so se to. Ni se smije to reči. Prej sem omenila posnetke narečij. Na Koroškem so posnetki narečij oziroma govorcev narečij bil prizadevan za ohranjanje narečij. Nastajajo zgoščenke s pripovedmi, s pravljicami v narečju in še različni drugi projekti so živi. Ker je narečje nekako tista osnova oziroma prvi korak, da se potem otroci učijo slovenščino v šoli. Sanja, morda še kakšna izkušnja, kako na kakšen način si prizadevajo ohraniti slovenski jezik? Ja, v bistvu ta izkušnja je tudi zame bila zelo zanimiva, ker mi smo v sklopu tega projekta naredili kar nekaj prireditev, potem te raznih pravličnih ur, celo naslednji teden imam prav za Homco 1, in to v zilščini. Otroci se res predstavijo v šoli, naredijo program in to res v tem pristnem zilskem jeziku to predstavijo. Sicer včasih je malo težko kaj razumeti, ampak pol to na tak lep način res predstavlja, da je razumljivo, ker pravljice poznamo že v slovenščini, recimo kakva Mojca Pokreculja, Rdeča kapica, da to so v bistvu pravljice poznane. Teda so zelo simpatični, tako da, ja, in tudi prireditve, ki so v zilskem dialektu, so tudi zelo zanimive. Še nazadnje smo imeli 2 meseca nazaj, to je bilo tudi v Zahomcu, imenovana Zilska fešta. Tam so res izvrstno pripravili, te lokalne skupine so tako dobro zapeli v zilščini, potem bralo se v zilskem jeziku,
Tako da res super in poklon res, da se borijo za samo narečje in tudi za slovenski jezik. Tako da res lepo. Tudi za me je to res tudi ena taka nova izkušnja in je to tudi prvi projekt, na katerem delam. In sem res zelo vesela za tako izkušnjo, res hvaležna, da dejansko tudi spoznavam te nove stvari. Na vse zadnje se slovenska narečja srečujejo tudi z nemškimi narečji v tem prostoru. Ja, samo tu me je sicer bolj malo poznano, ker jaz se le učim tudi v bistvu knjižno nemščino. Kar se tiče pa teh bolj sem stiku temi slovenskimi narečji, ker tudi sodelavce imam, te koroške Slovence, ki so z različnih koncev avstrijske Koroške in je v bistvu že kar tu izziv. Teda jaz se pa pri nemščini kar držim knjižne nemščine. Ker tudi v bistvu Avstrija, absolutno tudi na Koroškem imajo zelo svoj dialekt, drugače, če greš na Dunaj, na štajerski del, na koroški del, sigurno so stvari, ki jih je pač, se je treba navaditi, ampak vse je to izziv, vse to je življenje. Ali 8, 8, ni 8. Da se lahko potegne, tako je. Z nami je tudi Jože Košnjek. Jože Košnjek, urednik, novinar Gorenjskega glasa in tudi že po upokojitvi, še po upokojitvi aktiven, še vedno spremlja in poroča o dogajanju na avstrijskem Koroškem. Nam vi lahko morda še kaj več poveste o tem, kako živo je tam slovensko narečje, kako živa so tam narečja, ker jih je več? Ja, dobro večer. Sem pa kar malo presenečen. Sem se kaj pripravil. Jaz bi kar nadaljeval tam, ki je Sanja nihala. Ta zimska fešta je bila res nekaj izrednega. Tam so mladi in starejši povedali marsikaj, zapeli marsikaj in zapeli so tudi pesmi, ki doslej niso bile slišane in jih je zbral. Mogoče vam je poznano ime Lajko Milosavljević. On je bil naš zborovodja, on je veliko delal na Koroškem, vodil zbore in on je ogromno tak starih koroških zimskih pesmi tudi zbral. Drug zelo pomemben način ohranjanja slovenščine med mladimi, kot govorimo, gospod župan je to omenil, so pa zelo razgibana gledališka in lutkovna dejavnost na Koroškem. Na dvojezičnem območju mislim, da deluje okrog 17 v glavnem mladih gledaliških in lutkovnih skupin. Začelo se je to leta 1976, začetnika sta bila zakonca Vadelj iz Maribora. Eden od znanih mentorjev lutkarstva na Koroškem je bil pa tudi znan kranjski lutkar Sašo Kump, mogoče se ga kdo še spomne. On je delal v Prešernovem gledališču, je bil zanimiv možakar s pipo, markantna osebnost. In tudi zdaj pri tej dejavnosti, gledališki lutkovni dejavnosti na Koroškem delujejo tudi naši režiserji. Recimo znana je Kranjčanka Alenka Hajn, ona že dolgo leta deluje na Koroškem. Vid Sodnik, ki ga vidite tudi zdaj v tej turistični oddaji. Skratka, na tem področju je vzpostavljeno kar živo sodelovanje med našimi strokovnjaki in kulturnimi društvi na Koroškem. Saj meni se osebno zdi, da je ta dejavnost zelo pomembna, dejavnost med mladimi, med najmlajšimi, zelo pomembna za ohranitev slovenskega jezika na Koroškem. Da ne govorimo o govorjenju v družinah, kar pa ni vedno, kjer pa Slovenci nismo vedno prav vzorni. Toliko mogoče moj pogled na jezik, na ohranjanje jezika med mladimi. Moram pa še poudariti to, zdaj je bil celovcem festival
tribuna, na katerem so sodelovali te mlade gledališke in lutkovne skupine in nekatere predstave so bile tudi v narečju. Recimo Bilčev Sani so igrali v narečju, iz Šmihela so v narečju igrali. Skratka, ta dejavnost je živa in vse kaže, da se bo še razvijala. Toliko. Hvala lepa. Jože Košnjek bo tudi gost naslednje okrogle mize, naslednje glasove preje v okviru projekta Lingva. Več o tem še ob zaključku. Zdaj, ko smo že vzpostavili most med tem delom dvorane in vami, drago občinstvo, če kdo želi še kaj vprašati naše goste, še kaj dodati, seveda, Igor. Ko ravno gospod Oblak tukaj. Oblak. Bom to zdaj vse pojasnil. Jaz nisem iz teh krajev, čeprav moji Kavčič iz nek rod izhajamo po moje, po nekem dedu, ampak ko gledam televizijo, športnih novinarjev se vsaka stvar tako težko prime, z razliko od naših dveh punč, one dve vesta. Nogometnega vratarja, ki je iz Škofje Loke, vedno naslavljajo Jan Oblak. Zdaj, novi mladi skakalc so se reporterji naučili govoriti Oblak. Rok Oblak. Rok. Moj nečak. No, in jaz sem prav ponosen, da so se končno naučili enega fanta ima not Oblak, če se pač Jaz tudi. Jan je Oblak. Zato pa to... On je pa Jan Oblak, ja. Oblak, jaz sem Tudi je Oblak. Vidim pa se ne vem, mislim, tu je za me. Z doline. Da se malo... No, ampak da so prepoznali razliko vsa čas. Jaz sem tudi, in kako Me popravi. veseli, no. Mene tudi. Jaz sem tudi ponosna. Mogoče bi še to dodal, no, pa nisem prepovedal. Valete smo v obeh osnovnih šolah, sa v Polanskem narečju. Že kar nekaj let. Pa smo pa v šlovu, ki smo pa padli. Pa v molitvi. Ja. Ki pa molima pravilno. Ker se najbolj spomnim, dobra 30 let nazaj, Rješkova domina ste poznali, no, on je molil takrat, ki je ta stara mati od moje žene umrla, a veš, ki prav, kukaru na bijes, tok na zemlju, a ne, ker tega pa zdaj pa nisem zasnal, seveda, mol se dama, da jedjo, a ne, ampak mol se v pravilni slovenščini. Ja. Skop da... Zdaj bom pa izvala še Miho Nagliča, morda še kakšna vaša misel, kakšno vaše vprašanje za goste? Ja, mogoče bi sam nekaj dodal. No. Najprej sem bil tebi hvaležen, ko si je omenila, da sem včas jaz vodil ta projekt. Ne. Se mi fajn zdi, da je po 7 letih zdaj spet zaživel. Prekaj pa Tončka je omenila Soka, Matejevže Veličiča. Namreč jaz bi nekaj o razliki med žirovščino pa polanščino. Polance pa žirovce loč žirovskvarja. Tu je lih ta možakar, enkrat smo šla s prijateljem Ferencem Temeljnom žirov z avtobusom peš do Fužine, pa so pa cel žirovskvar prehodila do Smrečja. To je 10 kilometrov. Vmes so se pa pri tem možakarju ustavila, bilo je pozim in smo malo govorili o tem, koliko je žiral skvaj, to vidiš, če peš hodiš, še vela. Kad Dunaj ste rekli včasih. Ja, Kad Dunaj, je prav, sem povedal, ja. da je veliko Dunaj, to med cerkov ima. Ja, sem cerkev nima. Ja, Med cerkov. Ja, cerkov, ja. No, spomnil sem se pa, sem tudi sam nekaj pisal o tem, teh razlik med, recimo, ta ozna žival, ki se knjižno reče zajec, je nažeral stran zajec, kad če je sleti, je pa zajec. Zajec, ja. Ja, svoj žirovski zajec, ja. Tudi to je Zajcev, zajec. No in zajec. Na naš strani je bil tudi en tak posebnež, ki je
delno se preživljal s tem, da je vozne sadeže nabiral, tudi gobe, in je enkrat zašel čez Žirovsko vrh, že čisto dalj, skoraj nad Gorejno vas, pa mu je prijatelj suha usta jemu, kot da bi nekaj se posladkal, ne vem, pa je šel v trgovino, čisto dalj do uvasa, ne. Stopil v trgovino, pa pravi trgovk, gospodična, dajte mi za 5 kovačev jahat. Pa ona ga gleda, popravi. To ti pokorati, teb še za Jurija na dan. Što se pa v tema, da novte natočno zastopili, da žiravci ga izgovorimo kot bombonom smo dejali, ali pa jaz, ko sem prišel v Ljubljano, ko sem nas spraševali, kako se pišem, so skoraj vsi napisali Nahnič. Ja, tako so me slišali, no. Ja, kar malo po H. Tu, no, sem mislim omenil. So dobre primerjave, res. Ima še kdo med obiskovalkami in obiskovalci kakšno vprašanje? Ja, jaz bi tudi jala. Moj sin je imel sošolca, brata od Roka Oblak. Razredničarka poklicala po Oblak, odgovoril, da je Oblak, a Vlak. Pa pod Obleja, zelo veliko. Vlak pa pod Obleja. Omenili ste, da je bil lani prav tu, v tej dvorani, niz pogovorov o narečju v organizaciji kulturnega društva dr. Ivan Tavčar. Ste morda potem kaj analizirali, kakšen odzmev je doseglo druženje z ljudmi svoj namen? Kar se mene tiče, sem gledal odmev, pa je bil super, no, moram pa reči, da tamle je pa Goran. Predsednik? Pa ne predvsem predsednik, tukaj je bil bolj on pobudnik, idejni vodja teh, tudi on je pripravil program za vse 4 večere, kjer je bilo zanimivo, kjer so bile tematski sklopi, no, malo biti Goran več poveš, kakšen je bil odmev. Ja, naš koncept je bil tak, da smo projekt poimenovali narečje od preprostosti do mojstrstva, ker smo hoteli pokazati, da je v narečju lahko govoriš vsakodnevno v domačem okolju, lahko z ljudmi, ki jih srečaš v vasi, pa do tega, da je v narečju možno ustvarjati tudi literarne umetnine. Se pravi, ne ustvarjati na način, kot je gospa Stanovnikova rekla, oziroma uporabila izraz literarjenje, ampak dejansko ustvarjati literaturo. Tako da smo te različne vidike tudi nekako poskušali obdelati. Začel je, rekel Andreja, tudi s prikazom uporabe narečja v Poljanskem gledališču. Potem smo imeli en pogovor, ki ga je dr. Miran Hladnik z dr. Stanovnikovo vodil o stvarjanju v narečju, literarnem ustvarjanju v narečju, ker je gospa napisala pač eno tako knjigo, pa smo pa imeli okroglo mizo, tudi nekaj, tudi gospod župan sodeloval, tudi pač omenil, ker so sodelovali govorci, tisti vsakodnevni, to se pravi, gospod župan se ga že sama izpostavila kot tistega, ki vedno uporablja narečje, pa do avtorja skladb pri skupini študentje, to so David Šinkovce, Mohorič, to pa vedno se zmotim, David Mohorič, no potem pa je bil, bom rekel, urednika, tudi, oziroma predsednik kluba študentov Poljanske doline, Jakob Jezeršek, župan bolj pozna ljudi kot jaz, tudi da ne pol, no, pa gospa Marija Knafel, kot avtorica tudi ene knjige pesmi, tudi v poljanskem narečju. Tako da so oni bili tisti kot aktualni, bom rekel, uporabniki, no in smo ta ciklus zaključili potem z predstavitvijo ustvarjanja Janeza Ramovša
pravi dr. Irena Novak Popov, ne, je predstavila njegove pesmi, ne, in je pol zraven še gospa Uršula tudi zapela, ne, jih par v pač poljanskem narečju, ker to, kar ste vi tudi izpostavili, ne, je pa tudi gospa Benedikova, da je ključno, ne, tudi ne, je slišati, ne, govorico, ne, oziroma tudi zapeto pesem v narečju, ker zapisana ne, zgleda čisto drugače, ne, kakor takrat, ko jo ta native speaker ne, tudi ne, pol izgovori ali zapoje. Ne. Tako da je, bom rekel, naša ocena je bila, ne, tudi, ne, da so bili dogodki, so bili prepoznani oziroma zaznani tudi širše. Enkrat me je pač en gospod ne, tam iz Dolenjske ne, tudi, ne, spraševal, ne, tudi, ne, ja, veste, mi smo slišali ne, tudi na Radio Slovenija ne, o tej vašemu projektu, mi bi želeli nekaj podobnega narediti, ne, tudi, ne, nam je pa povedala ne, naša somiščanka, sovaščanka, ki je asistentka na filozofski fakulteti, ne, da to lahko naredimo. Ali recimo zdaj slab mesec nazaj ne, smo pač dobili povabilo, da poljansko narečje predstavimo v Istri, ne, to so v slovenski Istri, ker so prav tako zasledili ne, rezultate ne, tega našega projekta in računamo ne, tudi, ne, da bomo rekel, tudi z Andrejem pa še skupino naših sodelavcev šli tja ne, in tudi narečje predstavili. No, to, kar ste me že vprašali, ne, tudi kako je bilo, ne, tudi, ne, pa se mi zdi, da je prav, ne, da vse omenim, da ne bi ostali sem pri nekaterim. Hvala. Posnetki teh dogodkov so pa tudi dostopni na vašem kanalu. No, potrudili, ne, tudi, ne, tako da so 3 izmed 4 ne, so na YouTube kanalu ne, našega društva. Pri enem se je mečkan zataknilo nekaj, ne, tudi, ne, pa ga nismo, bom rekel, pol uspeli ne, tudi naložiti, ne. Ampak mislim, da če koga zanima, ne, tudi, ne, da se lahko pogleda, ne, tudi, ne, ker so zanimivo, ne, tudi, ne, ker gospod župan tudi povedal, ne, tudi, ne, da je bil enkrat potem, da je bil tudi vesel sodelovanja, ne, tudi, ne, pa pač na tej okrogli mizi, ne, tako da mislim, da je bil lep projekt. Hvala lepa. No, če dodam samo to, da na YouTube kanalu so tudi naše igre, tako? Ampak ne, seveda, Cvetje v jeseni je snemala Radio Televizija Ljubljana in Ravorskega cesarja, tega ne upamo dati na YouTube kanal naš, ker ne moramo, ker je njihova pravica isto z Čarobno košaro, ko smo jo igrali in snemali za televizijo leta 82 in je bila ves čas predvajana na televiziji praktično do zdaj in je bila tudi v narečju, otroška predstava. Moja. Tako da nekaj tega je ostalo in na YouTube kanalu zdaj da smo res malo tudi dodali vse te naše igre, tako da je nekaj dokumentno. Kaj trenutno pripravljate? Lahko kaj razkrijate? Ja, trenutno v Poljanah je nova dvorana, čakamo tega še da se napolne z življenjem, dvorana že živi, ampak ko bo celoten dom pač z vso knjižnico, z vsem, jaz mislim, da takrat bo res pol to življenje. Drugače jaz imam pripravljeno, ja, dramatiziral sem eno najbolj žalostnih slovenskih zgodb, to je Tržačan, in upam, da jo bomo jeseni dali na oder, tako pač veselim se tega in upam, da nam bo ratalo. Počasi bomo zaključili današnjo glasovo prejo. Morda nekaj sklepnih misli. Gospa Francka Benedik, najprej vaša. Ja, včasih vprašajo, če je potrebno, da se narečja ohranjajo. Seveda je potrebno, ker narečje so najpomembnejši način, najpomembnejši del slovenskega jezika, najbolj avtohton način, ker prvo je govorjeni jezik in v tem, to je del nas, naše. Če ne bomo tega ohranjali, bomo počasi, ne vem, kako bi se temu reklo, no. Jezik knjižni vsakakor, ampak narečja pa kot
Osnovo slovenskega jezika je pa treba ohranjati in se boriti za to in se truditi, da se to ohrani. Šubic. Ja, da, Veliko sporočil ste že predali. Da bi se bi na gospod Fransko navezal, a ne, če nam imeli na reči, bomo zelo enolični. Tako, kot je pač svet današnji poskuša nas vse spraviti na en level neumnosti, no? Ampak ta narečje nam pa omogoča, da ostanemo nek persona nekaj posebnega v tem svetu. Jaz pa kaj ne rečem, vesela in ponosna sem svojega narečja, se ne bom nikoli sramovala, čeprav sem kot otrok mislila, da to ni lepo, ampak res, kar naprej zdržimo ta svoj narečje, gospod župan. Pa ponosen bodimo na Poljansko dolino. Polkop moramo držati. Polkop moramo držati. Ja, se vem. Vstišči ga bolj, Ja, res je tako, ta prva okrogla miza današnja mi da misliti in mi tudi odpira naprej. Tudi veliko je bil že narejen pred 10 leti, znaša dosti kvalitetna glasba z našim glasbenikom, z ansamblem. Ravbarič iz Polanskega reče, posla vletele Joc Band, Jabk Zabajta, Košna v Snežjet. A veste, tu so že stare 20 let. In res se pa unale, kaj je že, ampak, ker sem tale del obdelal, pa da vse vam potegnemo, tudi pijel tu, da bolj vesele, to ne bi šel še do polnoči dom. Ja, ne, res, a veste, uje začneš premešljovati, ne, in tle je res velika bogatija, no, našega polanskega narečja njav na večjih področjih, res, ne. In tudi, nekaj je Goran dobre goste je potegnil, študenti imajo, klub študentov Poljanske doline. Enkrat na let izdaja Polansk Cajt. A viš, to imaš notar, da se ti z njihovega življenja neki... Torej, vse zadeva, bom jav, zelo lep, bom jav, nazaj greje v tiste cajte, recimo, kad so bile 100 let nazaj, jaz toliko rad povem, recimo, za tale naš objekt dvorca tle, da so naši pametniki že vse naredili, mi moramo sam pametno spraviti v današnji cajt. Hvala. Sanja? Za konec. Ja. Kak pravijo, več jezikov znaš, več veljaš. To je res lepo, ampak narečje pa ne narečje in dajmo ga ohranjati, ostanimo pristni svojemu narečju, ne se sramovati. Tako pravi naš Milan Kamnik, vode, pa ni, zdaj moramo pa iti. Zdaj vas bomo povabili na Terjakov čaj, je tako? Ja. To so nam pripravili današnji gostitelji. Ja. Še prej pa povabilo na naslednjo glasovo prejo, 16. aprila v Slovenski planinski muzej v Mojstrano. Tam bo sodelavka Suzana Kovačič skupaj z gosti osvetlila naše vezi Slovenci na avstrijskem Koroškem, seveda predvsem jezikovne. In takrat bo gost Jože Košnjek in seveda še marsikdo iz lokalnega okolja, torej z območja Zgornje Gorenjske, Zgornje Savske doline in pa z druge strani, z avstrijske Koroške. Hvala lepa, spoštovani gostje, za nocojšnji pogovor in hvala lepa vam, drage obiskovalke, dragi obiskovalci, za pozornost. Upam, da se še ne bomo takoj razšli, da se torej še naprej družimo v tem prekrasnem objektu in morda še kaj pobesedujemo. Hvala lepa.